Ja, bodi prijazen, ko vidiš mojo mamo na ulici, jo pozdravi. Žuno. Hercem, čau mama od Mateja. Ja, temu zreče biti prijazen. Pizde. Kaj zdaj, kaj tle neke slabe fore praviš vleč ven? Čau mama od Mateja. Ustavi se ti. Tukaj bi mogo priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go. Dober dan, dobrodošli nazaj najboljši podcast v Sloveniji, člani podcast, like, comment, share in subscribe. Danes z vami Jure Rimanič in to je spet to, up, v dvoje. Kako si, Jure? V redu sem. Ti? Pa evo, teden je bil lep, delaven, naporen. Naučil sem se igrati blackjack. No, res? Ja. Kako to? Moj tata je delal v kazinoju, neki smo se zaklepetali in se naučil igrati blackjack, ful zabavna igra. Pa sem šel, dan, ko mi je to pokazal, sem toliko šel deep v ta blackjack, da sem do 3 zjutraj gledal turnirje od blackjacka. Ful zabavna igra, sem ugotovil, če imaš denar. Če nimaš denarja, malo manj zabavna igra. To je moraš kao neki predvideti, če bo izenačil, ne, kaj. Ja, in še karte sem se naučil šteti. Tako full easy. Mislim, easy je princip, ni easy se to naučiti delati na nivoju, ko delaš. To so full hitre igre, to pač to gre. Cak, kaj boš, cool, boom, naslednje, cak. Tako da edino hitrost je tle problem, če ne pa, ja, je zabavno. In kaj dejansko lahko zmagaš, če šteješ, ali kaj? Mislim, fora je, da pri štetju kart ti samo šteješ plus, minus, ne? In fora je večji, ko je plus, pomeni, da večja bo padla večja karta. Meni večja karta, pa pomeni, da imaš več možnosti za zmago. In to je vsa umetnost. Kaj tvoje, da bo večja od ostalih, ali kaj? Ja, ampak to mora igra že nekaj časa potekati. Če kdaj zmagaš, če imaš ti več kon, ali kaj je to že fora? Pri blackjacku igraš 21, moraš dobiti. In če ne dobiš 21, gubiš? Ja. Fora je, da imaš ti igraš proti dealerju, ne? Ja. In to je tako, on da sebi eno karto, da tebi vsem pač razdeli karte in on ima eno skrito. Ne? In pol tebi razdeliš eno in ti imaš pač dve. Vsak ima po 2 karte. In moraš se čim bolj približati 21. In ti lahko rečeš, ok, daj mi še eno. Če naprimer ti imaš zdaj 15, ne imaš 10 in 5. In ti rečeš, daj mi še eno. In ti dam jaz, naprimer, kralje, ki se šteje 10, šel čez 21, torej imaš 25, ne vse skupaj, vse izgubiš, jaz poberem denar, ne, dealer pobere denar. Na koncu, če pa ti, evo, bi dobil še eno petko in imaš 20, ne, dealer odpre svojo karto in on ima zdaj seštevek 15. On pa si hitne še eno karto, dokler ne pride do 17. Če pride do 17, in ti imaš več kot on, je zgubil. Če pa on slučajno pride več kot ti, naprimer ti imaš 20, on hiti karto in on pride do 21, tudi on zmaga. Pač tako, ko razlagaš, zveni ful zakomplicirano, ko gledaš je ful simple. Je kaj, pač ti dobiš karto, dobiš 2 karte v startu, ali kako? 2 karte dobiš v startu. Ok, pogledaš, imaš recimo 14. Ja, lahko si daš tudi 5, ne 3 lahko dobiš največ. Ne, ti lahko dobiš koliko hočeš. Lahko se zgodi, da ti dobiš, ne vem, imaš 2 pa 3 in skupaj je 5 in rečeš še enkrat in dobiš 4 in zdaj imaš komaj 9 in rečeš, daj mi še eno in daj mi še eno. Ti lahko greš koliko hočeš, ampak 21 je limit. Če greš čez 21, ti pobere, si izgubil. Ampak ti kaj, torej prvo dobiš 2 karte, rečeš stop. Če hočeš, lahko rečeš stop. Ok, in pol on, čakaj, ok, in pol on odpre, on kaj, da odpre svoje. On gre skozi mizo, on dobi eno karto gor, eno dol, da ne vidiš kaj je, vsi na mizi dobiš 2 karte. Zvišaš ne, ok, in ko on gre en krog, on pokaže svojo karto. Okay. In pol se gre. Si izgubil, nisi izgubil, ajde še enkrat na novo. To je full hitre. Kaj je, da izgubil, nisi izgubil? Ti pravim. Kaj, uniki so dobili? Blackjack je, ko imaš 21, ko izpade. Ok, da recimo zdaj 3 spadajo v prvi rundi, ostanejo 2. Ja, in to si ona ima 19, on ima 18. Ok, če jaz sem dealer, imam 17, ti imaš 18, pobereš, zmaga je tvoja, to je to, karte stran, nove karte. To je tako druga igra. Okay. Ni to neki na izpadanje. Pri turnirjih, pravi, jaz sem šel deep, pri turnirjih pa se gre na koliko žetonov lahko vsak zmaga. Vsi ponovadi začnejo z isto cifro in je ful zanimivo in ful so neke taktiki, ki so zgubljali so po celo igro in zadnji krok, ki vede zadnji krok, stavi vse skupaj in tako ali zgubiš ali ne in folk zmaguje, stari. In to so take cifre. Kakšna je to taktika? Je da pač imaš več šanse na koncu. Veš, itak bo zgubil je konec turnirja. Zakaj imaš več opcije na koncu? Je zato, ker itak, če zdaj ti imaš... Ker štejejo karte, ali ne štejejo oni kart? Ja, mislim, če znaš, ja, ampak... Ja, oni ne štejejo, misliš, te profiči, ali ja? Ne vem. Kaj igrajo na srečo? Ja, si to je sreča.
Mislim, Pa kako je lahko turnir od sreče? Veš kaj, ki imaš malo imaš, ko bi rekel, enih tehnik. Naprimer, ne vem, so pravila pri Blackjacku tudi, če imaš 2 iste karte, jih lahko splitneš. To pomeni, da še na vsako karto daš karte. To, da ne igraš z eno roko, lahko imaš 2 roke. Igraš kao z 2 rokami. Ampak, naprimer, pravilo je, ko dobiš 2 desetke, 2 desetke nikoli ne splitneš. To sem navajen. Ker skupaj je že 20. Če pa ti zdaj riskiraš, lahko tle dobiš 15, tle 1, ali pa tle boš dobil več kot 21, veš, pač ni dobro riskirati. In imaš ene take trike, ko padejo cifre, ne vem, ko imaš 17 iz prve, ni dobro, da jo daš eno, če imaš 13, naprimer, je dobro, da daš eno, pač liko malo trikovi iz izkušeno. Drugače pa je kar na srečo ta igra. Kar zabavno, no, ampak reš, če imaš cash. Tako da ja, zdaj znam Blackjack, kar zabavno. Kaj pa šel v kazino? Enkrat bi ga šel provat. Samo ne vem, ki lahko igraš Blackjack, po mojem v Portorožu. Ne, teh malih ne, po mojem kazino. Kaj je mali kazino? Pa mislim, da na Škofijah nimajo teh live miz, ali? So bolj te rulete, se mi zdi in to. No. Sej kazinoji imajo oni, ki imajo samo rulete in imaš tu oni kazinoji, ki so, po mojem Portorožu imaš te, da lahko igraš tudi poker ali neki, ne? Ne, ampak je tako, sem rekel, bi šel provat enkrat, ampak tako moraš imeti pač cash za to. Moraš imeti tako, dobro je, da greš to, če imaš tako Jurija za spušiti. Spravi, ni znajo igrati tudi ruleto dobro, ne? Kako igraš ruleto dobro? Ne znaš prav nastaviti, pač eni znajo dobro, pač nastavijo neke kovance, neki na pol. Nima, ti si vedno zgubil. Kaj ti si vedno zgubil? Nisi vedno zgubil. Ok, imaš 100 evrov, 50 daš na rdeč, 50 na črno. V vsakem primeru 50 bo spušil. Ne. Ja. Ej, če gre na rdečo, boš zmagal, ampak v njih 50... Ma se ne igraš samo na rdečo, na črno, igraš ti na številke. Še vse to, ampak vedno en del boš spušil. En del je tudi, ki boš dobil, ampak del boš vedno spušil. Ja, mislim, če bi bilo tako, Roleta da bi vedno na srečo član. Pa sej igre na srečo, ne? Ali... Ja, sej fucking kazino, pač to je vse na srečo. Samo ene poker ni sreča in Blackjack, po mojem, ne? Ne, poker je malo več skillsa. Pač tam lahko malo glumiš in to... Ja, ne, poker je... Zadnjič smo igrali poker enkrat v Ankaranu, pač samo tako s čipi, brez denarja in sem zmagal. Ola! A veš, da poker ne znam igrati? To nisem se nikoli... Poker ni težko, moraš samo poznati kombinacije, ne? Kaj pa so tam pravila? Mislim, pravila, imaš te različne, ne, imaš, ne vem, par, full house, imaš pol... A ja, te imaš fore, ne? Tipo, barvo, kaj je, veš, barva, kaj je to, kaj je močnejše, če se drugega, veš, če imaš ti, kaj je že oni, če imaš, ne vem, če postaja celo, ne, itak full house je itak, pol je še na več, je, sem pozabil, ne vem, če je po barvi full house, veš, da imaš recimo, to tudi, ne vem, če to, mislim, da obstaja tudi ta opcija, ampak to pomeni, da pač to je največ, kar lahko, ne, več kot to ne moreš imeti, ne. To je pač, da gre lestvica, ne. In še barva. Že barva je, recimo barva je tudi ful močna, ne, da imaš 5 kart iste barve, ne. In mislim, mi je bilo bizarno, sem gledal malo te turnirje, že unemu kurpijejo, to v neki deli karte, pač folk pušča take tipe, stari. In tako, baci 100-200 evrij, naš tebi, če zmagam. Zmagajo, izvoli. Ja, pa če zmagaš 10 evrov in ti je on dal to srečo. Mislim, jako za biti kurpije, ne, takih... Jako je, da tisti, ki si lahko privoščiš to, brez da zgubiš vse, kar imaš. To je kar past, ne. Mislim, tako, sem se pogovarjal z mojim starim, ki je pač delal v kazino in rekel, pač v kazino se gre enkrat in nikoli več v lifeu, ne rabi žiti. Ja, on je šel večkrat, če je delal. Ja, on je šel večkrat, ki je delal. Ampak je rekel, to je bilo pač vija, gleda, je rekel, jaz sem gledal pač tip tako zgubo avto pred mano, veš. Okay. Če bi jaz zgubil moj avto, ne bi bilo tako bed. Dobro, veš, kaj je to član? Tako zgubiš denarje. Samo kaj to, hitijo ključne, ali kako to gre? Pizda, ne vem. Da je prometno, ja. Se ni dajo tako prometno, cak, evo, zgubim. Ne vem, ampak to so take igre, ko imaš cash. Ko, veš, že ko sediš za mizo, si naredil 10 evrov, neke passive income, takrat se greš malo to igrati. Če ne, se ne igraš. Ba je Bruno Mars, je zdaj v Vegasu, mora preformat, ki je dolžen. Ful veliko casha, ki je full gamblov, je. Maja. Ko je smisli dejansko, veš? Jaz sem mislil Neymar, Neymarja sem videl, ki je tipo, ima rojstni dan otrok in tip gambla, ono zraven, ko poje, ja. What? Tipo je imel na vizi, igral poker, ono, in poje najboljše, tipo toliko odvisen, da je mogel igrati. To sem videl, video. To te prime, stari, to je nevarno, lej. Ja, pač, to je tako, ono, ne, dobiš unih hit, ne vem, predstavljaj si te oni, ki so težki po par 100 milijonov, ne vem, hitijo milijo, dobijo mogoče 10 mil in pol spušijo 15 mil in pol kaj zdaj, veš, najhujša faza, ne, pri igraš na srečo je, dajmo zmagati ta denar nazaj. In čim rečeš to,
Pa Si se si notri predstavljaj, to je kot pri delnicah. Če imaš ti 100 evrov in pade ena delnica 90%, imaš samo še 10 evrov. Ampak da ti priješ nazaj na 100 evrov, moraš narediti ful večji profit, ne samo 90%. Ne? Veš, če ti narediš 90% na 10 evrov, je to 19. Tako da to je caka, ne. Moraš imeti dober loss management. Tako da dela denar na nesrečo. Sem vedno sreča vključena, nekje več, nekje manj. Ne. Kje smo bili, Jure, mi dva ta teden? Kje smo bili, Matej? Na boat party smo bili. Kako ti je bilo? Na pri svojem boat party? Pa ne vem. Shout-out. Pa ne vem, zabavno. Bili smo na barki in bil je party, ne? Imeli smo svoj party na barki. Lušno Videli bilo. smo Čikas. Hvala Čikas, ker ste nas povabili, da se vežemo k vam. Ste vzeli neke druge fante. Tašne prijateljice, ne? Kaj češ? Dobro, bomo si mi to že zapomnili. Ja. Ali je se dela, da nas ne pozna? Tam je bila neki, Ja, samo za content so nas nucali. za kontent pa ne znajo znucati. Ja, to znajo, ne pa... Ja. Content. Ne, dobro, ali jim bili, sej. Ne, je bilo lepo tako. Bilo lepo, smo se podružili, hengali. Ja, Matej smo kupili šlauf, da ni dosađival na barki, lepo bil zadaj zavezan. Tako sem plaval notri, z drinkom, smo uživali. Je ena ful dobra slika, ko se Matej bori za nek napihljiv šlauf. Ne. Honestly, vsi so se borili, jaz sem bil tam res chill. Jaz pa nisem drugače videl tega, da se dogaja tam, ko Ne, ste veš, kaj je bilo fora. Šli smo na glavno barko, ker je bila glavna žurka od Caprisa in lih so rekli, pridite zdaj v center, delimo džabe floatije, ne, te unikorne in vse to. In dobesedno zraven Perota, našega kolega, so dali škatlo pred njim in so rekli, vrsta za njim. Ja. Ampak vsi so se zgrebli, on je tudi nekaj dobil in so pač čakal. A kaj pa je vzel pero? Pero je dobil uno, veliko, napihljivo, blazino, veš, zuno mrežo. Ja. A ono zmreža je cool drugače. Ja. To je vse tako 30 evrov, 400 evrov. To je drago, če ne, veš, tle za džabe Sebe hiti. poleti, ja. Kar forte. Mislim, v glavnem, resnici je jaz to sem vredno pač tako tam 4 evre, razumeš? Ne, oni mali so, ja, ma, te veliki. Okay, je nabavna, govorim. Okej, ja. A unikorne ste imeli? Unikorne, vse to jaz sem imel, ampak folik prišel z grabo in je šel, bolj jih je kurat zavleč listke. In sem tam lepo pridno čakal, sem ga džuskal in una slika je res. Zgleda, kot da ste zmaltretirali. Veš, ko si štišnjen tam noti, kot sandvič. Ja, jaz sem ga vajbal. To bi lahko dali, daj sliko, editor. Ne rabi. Zakaj ne? Če je dobra slika. Več slika. Tako da ja, je bilo lušno in potem smo ga šli malo džuskat v Alajo, moram šautniti. Zdaj, Matej si nekaj upustil tle v te zadnje čase, Moram. tip pije, žura, razumeš? Moram šautniti out, cel Alaja stav, hvala članki, ki so nas zrihtale. V glavnem, to pa moram reči, no, naša ekipca in od folka, ki sem slišal, ne, okoliki, tako, koga vidiš, ojo, itak ti dobiš vse, itak vi ste člani podcast, itak vi dobiste. Ne, lepo prosim, jaz grem pozdraviti na takarče, kako ste, jih objamem, situacija, štima, prijazno zrihta, ne prepoznavnost, prijaznost in s prijaznostjo greš daleč v lifeu. Tako da, zato sem nam zrihtal mizo, zato sem nam zrihtal drinke, zato sem zrihtal vse. Prijaznost. Kaj pa če sem sprijazen s tvojo mamo, ti je okej? Ti boš dobil šak. Ne, ma recimo ti je okej, no, če prijazno vse zrihta. Ne rabiš biti. No, vidiš, evo, ne rabiš biti prijazen. Ne rabiš biti prijazen z mojo fucking mamo. No, vidiš, ampak primer recimo, ne? Kaj je zdaj to primer? Ja, zato ker pač ono, zakaj ne bi bili prijazni z vsemi? Zakaj ne bi bili prijazni bolj z vsemi? Pa si pravim, bodi prijazen z vsemi, s prijaznostjo prideš daleč v lifeu. No, torej... Kaj si ti imaš mojo mamo? Ja, pa recimo, se lahko prijazen z njo. Se lahko prijazen z njo. Zakaj imaš biti za prijazen z njo? No, zakaj moraš Kaj, biti... da bo te njen sin bolj maral pis, da ne bo te, ki si šupak, Hoče ti samo stari. povedati, da Shut pač the to, fuck da up. si prijazen, ni nujno, da rabiš Vem biti vedno te, ja. prijazen, stari. Zakaj ne? Lepo je vedno biti prijazen. No, torej se lahko prijazen s tvojo mamo? Ja, prosim, ne biti nesramen z mojo Okej, mamo. dobro, bom prijazen s tvojo mamo, evo, ne vem, če ti bo to všeč. Jo, ti si- Ne, ma ti dam primer. Bullshit, kaj? Kaj je bulj? Ja, bodi prijazen, ko vidiš mojo mamo na ulici, jo pozdravi. Žuno. Hercem, čau, mama od Mateja. Ja, temu se reče biti prijazen. Pizde. Kaj zdaj tle? Kaj tle neke slabe fore praviš vleč ven? Čau, mama od Mateja. Ustavi se ti. Lepo prosim. Jaz vem, kje tvoja mama živi, veš? Isto vem, ki je tvoja. In vem, da tvoj stari dela. Pizda enako, ne, je vem ti. Pustimo naše mame očetom. V glavnem, zabavno je še bilo, ker jaz sem spet ga zadžuskal malo z mojim bratrancom. Ful je lepo, ker pač jaz sem edinček in vsi v moji familiji te bratranci so klinjoti. Zdaj on edini, ki je dopolnil 18 let. In smo šli lepo ga džuskat, sem ga peljal domov in sem pulal en tak wingman fucking move.
Sem rekel, dej, gremo domov, bašta, žurke, konec, on mi napiše, čakaj, sem lik z eno. 5 minut, 10 minut, pol ure, jaz rečem, fuck you, jaz ga grem iskat. Vidim, on sedi z enimi dvemi in vidim, da eno peca, zraven pa je bila ena kolegica, članke obe dve, ampak ono teže karakter od ženske, veš, ono, govori se malo, veš, samo zavestna, opasna, teže karakter, ne. In se rekel, nič, dej, bom jaz to drugo lepo zamotil, si jo zaklepetal, da ti jo lahko... In sem jo res zaklepetal se, uno drugo nisem niti gledal, hotla je zraven se slikati in pogovarjati, samo lepo ignor. Bratanec rekel, da gremo mi dva, jaz sem uni delal družbo, da lahko kolegica je šla sama, da jo ni pustila, tranec zrihtal, prišel nazaj, ga peljal domov, wingman, to je to. Bravo, vsaka čast. To sem ga lepo. Kaj si zrihtal tukaj zase? Veš, da nisem, ni bilo nič za moje oči. Torej, nobena ženska v celem klubu ni bila dovolj dobra zate. Veš, da so bile lušne, ampak jaz imam en tak specifičen tip, da rečem vizualno, da rečem Čeprav ti te greš vedno bolj na notranjost. Ne? Veš, ti bi mogel vsako spoznati, se pogovoriti z njo, mogoče pol bi najdel kašno. Ja, sej zato jaz palim na te pupe. Ja, to me ne pritegne, to me drži. Če streš se med tem, morate samo pogovarjati z njim. Ja, ne se mi nasmejati, pač reči neki. Reči, tako priješ do njegovega srca. Štekaš, to je to. Je pa res, ne, kaj jih praviš o teh pupah. Ti praviš o pupah. Ne, ti vedno praviš, nismo še tam, lej to raketico stari, nismo še tam. Kaj misliš, da moraš biti nujno v ligi od nekoga, da ga lahko pesaš? Kaj to pomeni? Veš, ti praviš, kolikrat si videti neko lepo punco in si rekel, joj, ta je izven moje lige, ne? Moram jaz biti boljši. Ja, jaz tako mislim, ja, malček. Ampak zakaj ne misliš, da si že zdaj zaslužiš tako lepo punco med? Zato, ker pač si mi zdi, da je tako, mislim, če si ti 8, ona je 10, ne? Kaj ti misliš, da kome, ko boš 10 lahko dobiš? Meni se zdi, da 10 dobiš, ko si prijazen super fant. Ok, pokaži mi 2 tvoje 10, eno 10, ki si tako prijazen fant. Moje punce so super. 10? So super punce so. V mojih očeh so. 10? Ja. Kaj to pomeni v mojih očeh? Meni so wow, ženske... Torej ti rečeš, tebi so 10, vse do zdaj. Ne vse. Pač kaj to? To je moja resnica. Pač ono, ne vem, pizda. Sploh ne moraš tako govoriti o ženskah, realno. Ne, mene pali karakter, zato ja, pač se moram. In meni ti, če si 7, tvoj karakter me tira na 15. Pač meni je to wow. Ne vem, pač, mislim, 200, kaj gledaš, kaj 10. Lahko je 10 v temu, da je pač full v redu in da je pač... ful na mestu punca, ful rada, ne vem, rada živali, je nežna z ljudmi, skrbna, ljubeča. Ja, valjda naredi. Ampak še če je ful lepa zraven, meni je to še boljše. Itak to je vedno boljše. Ja, no. Ampak, veš, ne, sem zasledil eno debato v smislu, vedi v kiri ligi si in tam igraj, ne pričakovati neki več. Mislim, če se ti... Meni se zdi to narobe. Mislim, če ti se daš... Se mi zdi, da to ne moreš nekako tako trikniti to situacijo, veš? To pač ni... Ampak lahko ti probaš. Je zato, ker pač, ne vem, probaj. Ja, mislim, veš, jaz res ni to... Kaj misliš, da punce... Veš, ki punce ne gledajo tako? Na punce te prebere v sekundi 20, stari. Vek je si. In samo pač moraš biti najboljša verzija sebe. Ja, lahko, magari si lahko... Pa ti vse v lifeu ti se lahko full vtrudiš, samo še vedno si brezveznik. In kaj te naredi brezveznega? Da ne uspeš v ničemur pač. Da nikjer ne, da ne vem, nimaš, ne vem, kaj bi rekel. Brezvezda pač vse, kar probaš ti ne gre, pač ono, ne vem. Veš, v življenju ni tako, ne gre tako na poštenost pač, ono, razumeš, ker si se ti full trudil, boš zdaj full uspel. Pač moraš delati in pravo stvar, in moraš delati in prav, in moraš biti ful pameten, pač jebi ga. Veš, če bi vse bilo, če bi bili vse samo v trdem delu, bi bili vsi najjači, ne? Samo ni samo trdo delo. Ne, to je fora, da večinoma je trdo delo, ampak folk ni pripravljen. Ma ne, ni samo trdo delo, stari. Kaj pa je že? Pač biti pozoren, natančen, pameten, razgledan, iznajdljiv. No, ampak pač vse, kar ti naštevaš, naredi meni zelo kvalitetnega tipa.
zelo tam pripravljen za 10, če ima vse te lastnosti, ki te govoriš. Vse to, ja. Tako da Kaj? nič ni iz tvoje lige, do tega hočem. Ma ni, kaj zame ti? Ne pravim za vse. Pa ni vsak tak. Ja, mislim, ti pravim, ampak po eni strani mi je zanimiva debata v taj izven tvoje lige, da mogoče ti lahko da motivacijo. Fakt, ne vem, moram se zboljšati. Alarm za Da ne daješ objaviti. alarmov. Ne, ti daje motivacijo, da se ti pač izboljšaš, jaz sedim fizično, se lahko malo izboljšam. Zdaj pa samo te primarne. Finančno se lahko izboljšam. Jaz v svojem delu, kar hočem, nisem še dosegel vse, lahko več na temu delam. In vse te svoje stvari, da izboljšaš, to te pol dvigne v naslednjo kategorijo. Kaj me zdaj tle gledaš temi bullshit očmi, pizda? Ker si bullshit king. Sorry ti, treba delati keša, treba milijončka, Porscheja do 30. Vramona. Kaj si zaključil? Pizda. Si zaključil? Še kaj? Ja, recimo, to je tvoj problem. Ti recimo govoriš že 2 leti, da boš šel v ta fitness, tvoja postava se spremenja točno za 0,1%. Jaz 2 meseca zdaj redno hodim v fitness. 2 meseca. Kaj zdaj sem začel hoditi? Kdaj si bil na zadnje? Prejšnji teden. Dobro, en teden Kaj to nisem bil pomeni? pizda. Ja, ma pizda, to se vse pozna, stari. Ja, pozna se, jaz sem za nalašč si rekel, ne bom šel, ker bom zrihtal druge stvari. Ja, lepo prosim. Pač to je kar neki, pač. Ti sej, jaz respektam, da ti se trudiš tako, ne? Samo pač štekaš, ti tako, si tudi kralj izgovorov, dosti krat. Pač včasih pač moraš iti. Kaj sem tle rekel za izgovor? Pač to, zdaj sem se odločil, da en teden ne bom šel. Pač, ja, valjda se ti ne pozna nič na postavi, če ne treniraš nič. Pač en teden greš v fitness, stari, že... Ja, ne, to pa res gubiš. Ja, valjda. To sem videl, za en teden pač fakt šel z meno kilo dol, pizda. Koliko imaš pizda, kaj? Iz 34 kil na 33 pizda, stari, ona. Tip je težek. Jaz da je ful težko dobim kile, pizda. Ampak jih dobivam, počasi. Ko v 2 mesecih sem dobil 3 kile, mona. To dosti za me. Kam? In kaj si šel na WC in pol si imel še 1 kilo. Pizda, ja. Pizda, ne me jebat, mona. Ne, hočeš samo reči... Ti ne veš, ko je to pizda. Ne, ma vem, da je jebano. fucking Sem tudi jaz, ko metabolizem, sem bil stari. ful mlajši, sem težko dobil To kile. ono ustrelim. Ne, ni to lahko, to se ne hecam, ampak pač pravim, da tudi se ne spet toliko trudiš za fitness. Recimo, primer. Ti hodim vsak dan. Če si zdaj rekel, da nisi šel. Dobro, en teden nisem bil v In mestu, tudi, 2 in tudi mesecih. prej, ko si hodil, nisi hodil. Vsak Sem dan, hodil vsak dan, Jure. 7 dni na teden. Ne, 7 dni, 6. Ja, dobro, vsak dan jaz mislim delovnik in mogoče še soboto. Ja. Pač, Ja. stari, Ne, vsak dan. ful bi bil vesel, da bi hodil v isti fitness, da bi pač res, če bi te jaz Pa jaz ti videl lahko tebe pokažem moj vsak plan dan. za fitness, pizda. Matej, ne pomaga mi plan. Jaz imam vsak dnevni plan, jaz Lahko hodim ti- vsak fucking dan. Če veš, lahko imaš ti plan, kje so rezultati. Ne vem, ampak hoče ti, ja, ne, pač ni lahko biti. Ja, jaz pač tako mislim, da, Slow progress je pizda to. ne vem, ja, jaz malo mogoče res mislim, da pač, mogoče res ni tako lahko dobiti. Če hočeš, da je neka punca vse, kar si ti želiš, in če si to, in če imaš ful neko željo, da ne vem, ker tako bi rekel, pridne punce in lepe punce imajo 100 milijonov izbir. Ampak bodi ti una njena. Ja, za da biti ta njena, moraš pač biti ti najboljša verzija sebe. Ampak To pa je da trap. To To je mit. trap. Ne, to je mit. To je trap. Mit je, da imajo 100 milijonov, ampak one nočejo vseh teh 100 milijonov. Ja, ne, hočem reči, Ko ti išče svojo desetko, ona išče svojega ne, desetaka. ja, samo pač, ja, da si njej všeč, moraš pač itak to je matchmaking, to je ni tako lahko pač, ne. Ja, pa čez teste, to ni čez samo, liste. to ni samo zdaj, je uspešen, je postaven, je... Ne, je cel paket, valjda. Ni vse, sej ni samo na temu, ampak pač po moje ti pa poda večjo verjetnost, če si znaš vse to porihta, da pol Jaz sem si opazil, bolj všeč. Da si sploh lahko na lokacijah, ki so tašne lušne punce. No? No? da se lahko štekam ful ženskami. Ampak lih tle pol vprašanje, kjero pa Matej, hočeš, da je jebde tvoja Matej, ženska. Matej se za kvačka, ki postane prijatelj s puncami prvo. Matej ni tip, ima tip ki se smo prijatelji s punco in pol reče, da bo iz prijateljstva nastala svesa. Najprej moraš biti dober prijatelj, če hočeš kaj več, ne? Pa prosim. Kaj ti nočeš, da je žena tvoja najboljša prijateljica? Ja, ma dobro, To je ti nekaj greš najlepšega, silno- stari. Da lahko vse zaupaš in da je pač tvoja najboljša prijateljica. Ne, če jaz hočem s kašno, se vidi, da hočem s kašno. Če noče, jo pač zelo očitno friendzonam.
Sorry, to sem že tle rekel, lepo je imeti lepe kolegice. Ok, kje imaš te lepe kolegice? Jaz stalno čakam, da mi predstaviš to. Držim jih stran od tebe. Da nimaš sestre. Ti umiri se. O, da bi imel ti sestre, te ljudko se... Pa me zanima, kakšna je bila ženska verzija tebe, stari. Veš, kakšna petardica bi bila, stari? Ma ne vem, stari. Petarda Kako bi bi bila. izgledala? Ne, po mami misliš? Petarda bi bila, veš. Veš, kakšne lepe Zdaj reči, ustnice bi ne imela, naredijo, mastne, ko ne jaz. naredijo. Bionda bi Kaj že bila, mimo? stari. Koliko je stara tvoja mama? Ne, ma, ti kaj si perš, ne bo zameli otroka. Koliko je stara? Moja mama v 50, A ja, ne, pa pol je že 52. prepozno. Če bi bila ti po 40 ali kaj, tako mogoče bi si dal še. Ne boš imel otroke tako pozno. Pa moja mama je imela pozno zadnjega Marka. Se ne vem, Tvoja mislim, mama stara? Dobro, Jure. 50. Ja, mislim, da mojega najmlajšega brata je imela pri kakšnih 37, 38, 39. Dobro. Pizda, prvi ni Mislim, uspel, tam okoli 40, mislim. drugi je bil, ajde, že malo boljše, rekla, dejmo še enkrat, sigurno. Pri tebi so rekli, jo, prvič smo zajebali, malo več pravali, pizda, da imam še enega debilčka. Ne, prvič to je to super prišlo, ajde, čau. Goofy, otrok stari, ono. O, kaj si me rodila? Ho, ho, ho. Ko je prišel ven stari. Ne, sem prišel, dober dan. Danes z vami Rimanič doktor in moja mama. Kaj ti gledaš mojo mamo, slučajno gospod doktor? Ej, tata, gledati od žene vagino, mona, dej mu šamar. Jure, verjameš v usodo? Verjamem v sodo. Kaj jaz? Ne verjamem v sodo, stari. Zakaj ne verjameš v usodo? Če bi verjeli v sodo, pa lahko pa samo se uležeš na tla. Ja, ampak to pomeni, da ti ne delaš nič. Nekaj moraš še vedno delati. Mislim, če je usoda, je usoda. Ne, usoda ne deluje lih tako. Kaj ti si specialist za usodo? Imaš Ja. magisterij na usodi? Ja. No, povem, ko deluje usoda. Usoda je, da naprimer, evo, jaz zdaj končam s punco, jo hočem videti, ne, in moja usoda zdaj ni, bom prišel do tebe ali ne. Še vedno jaz moram priti do tebe na pot in zdaj usoda je pa to, če bo bila prometna in jaz oni da ne mogu iti do nje, ali pa če bo bile čiste ceste in jaz bom prišel v eni urci do nje. Ne, Tle je prije zdaj usoda. Ne, usoda je neka deterministična Ti stvar. moraš iti nasproti, da se Pol ni usoda usoda, uresniči. pol ni usoda, da se uresniči, pol ni usoda. Dobro, in ne moreš ti zdaj pričakovati, ja, moja usoda je, Moja usoda je, ne, recimo, jaz lahko se... tle bom bil ja, in vse se mi bo zgodilo, Ja. kot mora zgoditi. točno to je usoda. Ja, ne. Ja, ja, Ne. ja, ja, Ne. ja, ja. Ampak Kar ti je v bistvu usojeno. Vse, kar ti narediš, ti je usoda. Torej, sam si kojiš usodo. Torej, usode sploh ni. Ti pravim, da je ni. Debunked. Kaj se ti je kdaj zgodilo, da si koga spoznal, koga videl, kaj je naredil, si rekel, fakt, to mi je bilo usvojeno. Mogoče tebe. Jaz je res mogoče. Sej, jaz sem sam, ker sem začel nek biznis takrat, tisto z ringlighti. A kaj je bilo usvojeno, da se mi spoznamo? Ja, po moje ja. Po moje tudi. Samo to spet, ne? Veš, toliko faktorjev je prišlo na eno mesto, da... Ja, stari, pizda ta usoda, te kdaj zapiči v hrbet, ne? O, kaj, bom jaz naredil neko promocijo, zero prodaj z Matejem. Shut the fuck up, še zdaj čakam tvoje fucking luč. Zero prodaj. O, ti bom jaz dal eno luč, da mi ti malo posname TikToki. Tip naredil TikTok. Sploh ti nisem naredil TikTok. Še to ni naredil. Če mi nisi dal luči, pederen. Jaz sem ti dal. Ne, mi nisi dal, nič Eno mi nisi majhno dal. sem ti dal Ja, stojalo. za giveaway. Sem Giveaway. mogel narediti video, Luer Beauty Ring Light, dajemo giveaway. Tako da moji followeri so dobili luč pred mano, stari. I love you. Šupak, meni si obljubil to veliko. Ne to. Ne, uno drugo še jačo, stari. Ni Še zdaj jača. jo nimam. Ni jača. Ja, je fucking jačo ti šupak, en. Ti pohotel luč dobu studio, mana. In podcast, uno. Tipo sem naredil podcast. Tipo sem naredil podcast. Ti pa ga unaštekaš, ti pa ga kerjam, mana. V glavnem, vprašal sem te o usodi, zato ker, kot sem že parkrat omenil na podcastu, jaz sem še neki bil džiru moje bivše, ne. Ja, stari, to se res vleče, Taki, pizdarija. no. Ljubezen, zakomplicirana stvar. No in smo rekli bašta, pustimo zdaj stati, ni to bašta. No in zdaj en dan smo se slišali slučajno in sem rekel, da grem pač v Ljubljano na rojstni dan in se ustavim še v shopping, ki rabim neki za poleti. Rekla, veš, da jaz moram iti tudi tam v BTC po trgovinah. Smo rekli, kaj da se dobimo in sem rekel,
ne se ne bomo dobili, ker je malo toksično, ni zdravo, raje pustimo ostati, nočem dati neko Mislim, upanje. toksično se sploh fucking pogovarjate, stari, jaz ste toksik, bolj kot drugi. Man, to ni toksično, imamo razloge zakaj. Kakšne razloge? Imate otroke, imate psa skupaj, kaj imate? Kaj imate vidva še skupnega? Zakomplicirano je. Kaj imate vidva še skupnega, da se vidva rabita pogovarjati? Zakomplicirano No, povej mi eno je. stvar, ki jo imate še skupno. Dej pusti, da povem. Ne, ne bom koncept. pustil. Čakaj, Povej, da kaj imate povem vi skupaj, da rabite v kontaktu. Kaj imate skupnega? Ne misliš? Kaj imate željo vidva po seksu. skupnega? V glavnem, smo rekli, Imaš otroka? ne bomo se dobili. Ne bomo se dobili, ker pač ni ok, ampak v zajebanci smo rekli, lej, V zajebanci. če nam je namenjeno, se bomo videli. Stari, čakala te je narediti. Shut the fuck up! Jaz sem imel na spisku 15 trgovin za id, ona tudi 15 trgovin in jaz sem rekel, jaz bom v Ljubljani, bom bil ob 4, je rekla, ok, da vem. Ona je šla uro kasneje, da se slučajno ne srečamo, jaz sem zamujal 1,5 ur filmsko, jaz na blagajni v Primarku. Cura je sedela tam, no. Shut fuck up. In še parkiral sem, ker ponavadi ne parkiram, da se ne bi srečali. V glavnem, prodajalka rekla, odpiramo blagajno zgoraj, ker to je ful velika gužva in kot se jaz obrnem, jo ruknem, ona rukne mene in najprej mi, ojoj, pardon, si poberemo stvari, se pogledamo, evo nas, evo mi. In sorry, to je bilo usojeno in potem smo rekli, kaj zdaj, ja nič, gremo malo skupaj po upravki. Začnemo spet hoditi. To bi Matej naredil. Ampak, kaj je tle bizarno? Zato, ki jaz zdaj, ki smo končali, shut fuck up. Že ko smo mi končali, sem jaz shut fuck up. Sem jaz rekel stricu zgoraj in vesolju, ne morem ga poslušati. Shut fuck up. Rekel sem, dej mi en znak, če še ostanem skupaj ali ne. In sorry, jaz verjamem v sodo, ne če zdaj, da smo skupaj ne nič, ampak to nekaj pomeni, okej? Preveč je to random, da se vse zgodi, Jure. Kaj se zgodi? Kaj to pomeni? Ne vem, ampak nekaj fucking pomeni. Srečali so se v trgovini in zdaj bi bili skupaj. Ko si ti zabit, stari? Zakaj bi Milijon do 30 in Porsche, pizda. Zakaj je to usoda, stari? Kaj, zato ker sta oba fucking... Zato, ker se ne srečaš. Pa če nočeš biti z njo, kaj se srečujete, stari? Če veš, da nočeš biti z njo, nekaj spraševati glasove od zgoraj, ki odgovor je ne. Ne vem. Če iščeš odgovor zunaj, ga veš že sam, stari. Pač to ti pravim že cel live. Ampak fora je, da ga ne Ti veš notri, ja ne, veš. Odgovor, če se sprašuješ, je ne, pika konec, stari. Ni tako simpel. Ma je, stari. Ni tako simpel. Če bi bil zaljubljen, bi bil ja. Kaj ni simpel? Zakaj ni simpel? Razloži mi 4 stvari, ki komplicirajo to. Povej mi ena, kaj komplicira? Ni tako simpel. Povej mi eno stvar, ki komplicira. Ne, z moje strani ni tako simpel. Ok, kaj? Na koncu dneva je tako simpel. Pa če se sprašuješ, če bi bil z nekom, je odgovor običajno nočem biti z njim. Ampak ni tako. Ti garantiram, jaz iz mojih izkušenj iz življenja. Dobro, ti tvoje izkušnje življenjske, mona bil si z eno, Jure. I love you, samo pizda, sorry. Ja, bil sem z eno, ampak ti lahko povem iz ljubezenskih izkušnjah, veš jih toliko, ko je za ljubezenskih Ne, stari, izkušnjah. ker ni enako, če si z nekom... Jaz sem z mojimi bivšami, z vsemi prej, sem čutil, nočem biti s tabo. Čau. Tle jaz nimam unga gut feelinga, da mi pravi ne biti z njo. Kaj, imaš feeling biti z njo? Malo. Pol nimaš, stari, nekaj... Malo ga imam. Ja, to je ono, jaz verjamem moj gut feeling. Moj gut feeling mi ne pravi pusti stat. Moj gut feeling mi pravi mogoče bi ja, lahko šlo. Ok, gut feeling mogoče je ne. Ne, ni res. Pač tle je ne zone. Tle je mogoče zone, tle je definitivno ja zone. Vse, kar je pod ja zone, vse, kar je ja zone, je ne. Mislim, vse, kar je pod ja zone, je ne. Tu je mogoče je ne. Ne vem, zdaj smo pustili to stat. Ne, ja, ti samo hočem povedati, ker to sem si jaz isto spraševal, no? Jaz nisem bil prepričan, da nočem biti. Ampak se sprašuješ in pol ga 10 let mimo. Ti si 10 let spraševal, pizda. Ja, 4, 3. Ja, kaj pa pizda, kaj misliš, da si zaljubljen cel life? Ja, samo v startu pa moraš izbirati, stari. Ti si 4 leta odločil, jaz bom bil s tabo. Jaz sem se dobesedno odločil, ja, takrat. Bom bil s tabo. Ampak ni to ena oblika ljubezni? Mi vedno vlečemo te naše bivše po ustih. Ne? Joj, stari, bo res balen njim. Pač. Dobro, to je naš live, pizda. Če guess. Ampak okej, tako, da zaključimo v bivši. Praviš, da je čas, da imaš novo bivšo počasi. Lol, počasi ti. Kaj je najboljša stvar na tvoje bivši? Ojoj, dej ne, no. Tako, ne, vedno smo uno, a ne, bivše, vija. Eno, ki rečeš, ajde, to je Idanka podol.
Ja, da je pač nežna, taka ženstvena, prijetna. Ja. Pri tvoji bivši? Jaz bi rekel, da je skrbna. Ja, se to To je podobno. bilo nekaj najlepšega. Pa sej naše bivše so z zlogom bivše in pač punce ble, pač tekaš. Mislim, jaz bom rekel, kvalitetno bivšo sem imel. Dobro, stari, ja, v redu, kvalitetno bivše sem, a kaj to pomeni? Pač, sem že enkrat rekli, da pač včasih je človek perfekten, samo ni zate. Ja. V glavnem, Jure, ti imaš zdaj eno zanimivo temo za me pripravljeno. A tema? V bistvu ni tema. Jaz sem videl na TikToku zadnjič, Da čujem. so eni fanti, eni Američani brali ta thread in v bistvu o temu, ki smo govorili o puncah in govorimo o tisti fazi, ne, ko počasi začneš sovražiti svojo punco. In pač to so neki oni telltale signi, ko začneš malo ti ko si ne vem, neki se zgodi in si Postaneš malo hladen. Dajte razumeti, da vse to, opisovati. kar govorimo, je hec, ne, da ne bo nas vzel kdo preveč resno. In jaz bom zdaj prebral par teh iz treda, to je itak tudi že na TikToku, so drugi že prebrali, ampak sem prevedel v slovenščino in sem ga malo nasmejali, za nekoga, ki še ni videl. Imaš slab dan in ko te objame, postaneš še slabši. Ja, ki ura si, ta šetle. Ne, to si dobro, ne rajš me njih objamati, ali. Ja. Z eno bivšo sem imel tako, ja. Se samo, dej bašta, dej stop. Ko je cela vesela, ko prideš in si Šuno. Aj, ok. Ko te težava vpraša, kje je težava? Poglej v ogledalo. Ne, ampak ki ne moreš ti reči, da veš, Ne, veš, ko so te zveze, ne moreš ti reči, fakt na kurac mi greš, ne? Ampak zakaj ne moreš reči? Zakaj ne moreš biti Jaz ker ti direkten? nočeš raniti čustva, neki Ja, osebi, sej to, ki... še vedno moraš biti prijazen in moraš biti dober človek, ampak moraš biti ne, samo to je direkten spet in ona- skomunicirati čustva, pizda. Ja, to je čustvo in kaj, pol, ja, in kaj, če je v bistvu vse narobe, pač, kaj boš reči? Veš, Koliko mora biti narobe, če je malo narobe, to se da skomunicirati, ma če je vse narobe, ne moreš vse povedati, ker te moti, ker moraš meni Zeno človek. bivša bilo meni bala reči, dej, kaj bi mi to predoptirali, ona kaj narobe in kako reči ti? Ja, ma si ti, ampak si to ti hočem reči, mi zdi, da je neka Kako meja. to skomunicirati? Ko je narobe, recimo, po mojem bi rekel tako, recimo, da te moti, Nekaj, kar lahko da, spremeni. da ne vem, pusti hlače na obešalniku, ker imaš ti Namesto- jakno, recimo, nija veze, nek primer. Ja. In to skomuniciraš. Če pa je narobe, če tebe moti, kako ona govori, kako ona zgleda, kako se ona obnaša in kako ona hodi, Ampak, ne boš tega skomuniciral, ker ne moreš. Ker ampak pol je pa prav, da ji to poveš? Ne, mogoče, da ne, te moti? samo je prav, da pač... Ne, jaz mislim, da je Moje, prav, da si skomuniciraš. spoštljiv in da zaključiš tako vsebo zvezo. Ma, jaz mislim, da je to dobro. Kaj, da poveš, da skomuniciraš. je moti vse na njej? Dobro, ne, okay, naprimer, moja bivša meni je rekla, ej, meni ni cool, ko se ti ful hitro razpališ z brezvezne stvari. Pa ne, Spajsi majhni fantek. pa ne name, pač te moram poslušati na druge, ko si se razpalil. Ne? Ja, veste kaj, Z imate tak mojimi- dangerous guy. z mojimi sodelavci. In je rekla pač tako, shut fuck up, body chill, pač koša. Vroče krvni. In dejansko sem se skalmiral lepo. Kaj, non-stop se neki pizdiš tle. Ja, na te pizda, stari moj, ti mi dvigneš pritisk. Ne, sprdnja, ampak pač pravim. To je ena taka stvar, ki naprimer je bilo na meni, notranje mi je rekla, da jo moti, sem spremenil, veš. Tako da to po moje lahko tudi skomuniciraš. Ok, naslednje vprašanje. Pač ne da se mi poslušati več. No, fukaj se, vredi. Ko začneš odgovarjati njena sporočila, pogrešam te samo z ok. Jaz bi me tudi. Like. Ja, samo to je tak feeling. Ma to je Pogrešam feeling. te- Vse vsak mogoče, ki mu je šla kdaj kakšna punca, ko Spomnim, to se... je eno, pogrešate. Ja, nismo se videli že ful časa, ja. Ko misli, da si brez denarja in ti reče, ni treba, da imava drage zmenke, lahko se samo druživa. In ti si želiš, da te samo pusti na miru. Kaj veš ono, ki kao, dej, sej. Ki ona bo naredila vse, da deluje. Ok. Ko začneš spraševati, kaj res moraš večiti, ko je hrano. Kot je vsaka malenkost, je ono, Začne vse motiti, pa začne vse motiti, stari. Ja, to vem. Ta je dobra. Ko pustiš odklenjen telefon, da ga lahko ona preveri, kadarkoli. Kaj da vidi, da varaš? Ja. pizda. To pa nikoli, prosim, fantje, punce, ne varati v lifeu. Čuješ? Ja, čujem, ja, jaz tega ne delam. Ne varati v lifeu, Ne, ne varati z drugimi drugih. ne, to ne delam. Kaj sta? Prav je tako.
Ok. In še zadnja, ko te končno zaloti, da varaš. Ja, Ne, to si šupak. Če hočeš končati s punco in če to ni to, končaj. No, prej gremo na naš najljubši del vprašanja. Jaz moram dati še shoutout Melani in Živi, ki smo se ga srečali v Olaji, so rekli, spremljajo. Tako da, lepo hvala. Zdaj pa gremo na vprašanja. Teja 37, kjer srednjo ste končali, elektro, pomorska. Ekonomsko. Zon Ikola, kakšen je kriterij za izbiro gostov? Če prideš. Prosim, pridi. Jani Matjažič, kako ste člani? Počutje. Poletno vroče, ampak okay, okej. Trujen sem. Rabim dopust. Vse greš na dopust. Vi, ko to gledate, Jura na dopustu, tako da. Nikdaj ne bom šel. Takrat bom šel. Ko prije ta epizoda, ven je Jura štartil na dopust. Tako. Mislim tudi malo zmučen. Ampak bo. Čutim, da sem pred ciljem. Trpi, bič. Se to me dela trdega. To te užuli in ojača. Ti preko to me dela trdega, stari. Ja, tako malo, ja. Sas. Aleksander Vzner, kjero muziko največ poslušate? Uno z notami. Čaki! A ja, imamo potiho. Badumc. Največ poslušam, en komad ful smešen sem našel, ki tako Unega petelina. petelina. Meni poleti ful paše japonski city pop. Tak ful vibe. What the fuck, kdo posluša japonski city pop? Kaj da fuck je to, stari? Ono? Tipo, tudi japonski Airbnb. Tip gre Airbnb gledati in poje. Spržen. To je tudi dober, zato ker so ful lepa melodična besedila. Lepe nepremičnine, ne? Tako je. V glavnem, Jan Luiz, shoutout Barber od Barbarian Squada, je vprašal, katera noga je hitrejša. Kaj ti misliš, ko hodiš? Imaš drugače glavno nogo? Imaš dominantno nogo? Ja, desna mislim. Jaz imam desno. To je po moje ko pri skateu, una, ki greš gor, ki je prva, je tvoja dominantna. Ja. To najdeš, kjer je dominantna, sem nekje slišal, s kjer nogo greš prvo na stopnico. Ono prvo, ki dvigneš una beta. Pa mogoče se začneš zavračati naprej na nogo, ki prvo stegneš, po mojem. Misliš, da? Po mojem, ja. V glavnem, še za na konec, Cesar, videl sem te na boat partiju v Fiesi in sem te hotel pobožati po glavici, ma pol te nisem. Drugič samo pridite pobožati. To je to. Jure, kje se mi šišamo? Barbarian Squad smo ga že shoutoutnili, najjači barberi na obali, pol imamo El Toro Steakhouse, najboljši burger in meso na obali in Anja Masaž, ki nas masira. To je to. Hvala, ker ste bili z nami, like, share, subscribe. Ciao.